sem, da so referenti ponudili zadostno mero iztočnic za razpravo. Se govorili v tem širokem časovnem loku v zadnjih 150 let, ko se srednje šolstvo po marčni revoluciji bistveno spremeni. Gimnazije postanejo elitne izobraževalne ustanove. Bilo smo izvedeli o idealih, ki se spreminjajo od novohumanističnih, nacionalnih, da tudi potem po drugi strani socialnih, socialističnih. Tako da, odpiram razpravo. Bi mogoče vprašal gospod Rupo, če sem se zapomnil. Ko ste pač pregledovali te opise v nemško gimnazijo, a se mogoče zapisal, da se je kateri na slovenski dijakov upisal tudi na italijansko gimnazijo? Verjetno se najde kakšen posameznik. Torej, jaz resnici italijanskih gimnazij nisem pregledovala, ni bilo časa, da vem pa imam, ampak mislim, da medtem kot izvestih, nemških izvestih je vedno navedeno pač tudi materni jezik, na italijanskih sem nekje brala, da tega pa ni bilo. In zato takrat sem rekla, ni časa in nisem šla preverjati, ampak mislim pa, da so se gotovo nekateri tudi upisovali, ker tiste podatke, ko sem šla pogledati, recimo na italijanska realka, pa nautična akademija ali pomorska šola, kažejo, da je bilo nekaj Slovencev, ampak de facto zelo malo, ker se recimo pomislimo na samo italijansko realko, 590 dijakov, zato vsega skupaj 3 Slovenci, pomeni, da tega bilo zelo malo. Tudi ker na splošno italijanske šole pa so poudarjene ta redentistični pristop, zato ni bilo posebno prijetno, mislim, Slovencem v tistem okolju, verjetno nekateri so se upisovali na pomorsko šolo, mislim, da je to bila edina in mislim, da je bila tudi državna pomorska šola, če pa v italijanskem jeziku, ki je dala Avstrija že na začetku 19. stoletja, ko se je izvedelo, da to področje ni nevarno, in torej na tem področju se lahko izobražuje tudi v italijanščini, še italijani pomoščaki, torej v tem smislu je bilo to dovoljeno. Medtem kot na drugih šolah, italijanskih, recimo, so predvsej, mislim, so močno poudarjali to italijansko identiteto, tako da mislim, da je bilo Slovencev res malo. Potem po obdobju, to je, ko nismo pa Milovič nemških škol, v obdobju, ko je prišla Italija, potem ni bilo izbire, potem so se številni tudi naši izobraženci morali odločiti za, ali da so šli, mislim, družine, ali pa da so se upisovali na italijansko gimnazijo. Pa dopirajo italijani gimnazijo v težko? 1863-64 je, medtem kot je bila realka, že nekaj prej, realna, to je Oberreal šule italijanskim jezikom, mislim, pa več ali manj istočasno, ampak so se pa še vedno upisovali tudi na nemško, ker je pač dajala več možnosti za nadaljno, mislim, kariero tudi v nemške administracije, se tega tiče. Ja, kako sem preučeval nekaj podatke za Gorico, goriški Nemci pišejo, da se na njihovo gimnazijo za realko, ker takrat je bila tudi v Gorici debata, ali ne se ustanovi nemška realka ali italijanska. Pa da so se celo nekateri italijani iz Vidma, se pravi, iz Udin upisovali na nemško gimnazijo, da so tako seveda imeli večje možnosti za zaposlitve. Koliko to je res tega seveda še dodatno? Je pa goriška situacija bila drugačna. Se ni slučaj, da so v Gorici prej dobili bodi si učiteljišče slovenščine kot tudi gimnazijo. Nekje, zato sem brala po spominu, citiram, da so celo italijanski sekciji starši vprašali, da bi se učili tudi slovenščine dijaki, spravi svoje otroke. To je
vse bom lahko poiskala citat, ne, to je bila ena študija, to je bilo prav, ker prav poudarek, smo imeli takrat Gorica ni toliko obligala, ampak me slabo spominu ta pristop, ki pač v Trstu tega ni bilo, ne, tudi naprav zato, ker je veliko tudi trgovcev in bila tudi, mislim, slovenska prisotnost v Gorici zelo močna, ne. Pa še danes, recimo, Gorica je dobila leta 1945 takoj klasično gimnazijo, in pa smo se morali v Trstu dolgo časa boriti za klasično gimnazijo, pa smo imeli torej dolgo časa, 3 leta, 48, ampak če bi šlo za italijansko upravo, ne bi nikoli dobili, ker med to dopisovanje, ne, med vsemi tistimi akteri, ki so bili udeleženi za nastanek slovenske gimnazije, v glavnem italijanski provizorat je trdil, da se so v glavnem Slovenci tukaj kmetje, delavci in da kaj jim rabi pa ta višja izobrazba, kaj bodo pač oni s to klasično kulturo, ne, da se imajo realno, ki je čisto dogodek, tudi na univerzo, da imajo druge smeri in tako da so na to dobili še leta 48, ampak so nekatere tako izrazi na račun Slovencev to zelo poniževali, no, vse tistim, ki so zdaj izglavni v računu. Ja, te raziskave, posebno Jaz ti tudi sprejel vprašanje za vas, namreč jaz nisem razumel čisto dobro, kakšen je položaj slovenščine na klasični gimnaziji. Vi ste omenili, da je bil tečaj slovenščine. Ja, to pomeni, da je tudi del pouka potekal v slovenščini, ali pomeni, da je bila slovenščina predmet. Ker jaz sem v literaturi zasledil, da je pravzaprav bila gimnazija do konca nemška gimnazija. Nemščino kot poučevanje jezika. To drži. Samo na začetku sta bila 2 tečaja, kot smo rekli, čisto na začetku, to se je dvigalo na 4 tečaj, da kdo je želel, se je na začetku čisto izbirni predmet, potem pa, ko je prišlo do tega, da smo že na začetku odločiti, ali da se izreče za to, da si slovenskega rodu ali italijanskega, pa nemškega, ne, pač da je bilo to. Če si se izrekel za slovensko poreklo, potem si moral te tečaje, torej si tudi sledil jim in torej nekje je to bil postal nezavezencem obvezen predmet. Ne. Potem pa konec 80 let postane pa eden izmed predmetov v razredu, seveda za tiste, ki so bili Slovenci, in po 2 uri. Pred prvo svetovno vojno, pa potem te ure se že dvignejo po 4, zbrani so tudi naloge, ne, tudi v tem primeru iz slovenske literature, pa katere knjige so imeli in tako dalje, torej je bil profesor Glazar je potem na šoli učil samo slovenščino, na začetku je učil tudi druge predmete, potem pa samo slovenščino. Ta status seveda ni bil dejano, to ni bila slovenska gimnazija, ampak si imel možnost tudi tega, potem pa tudi slovenski profesori, med temi lahko citiram še Jesenka, geografa, ki je tam potoval tudi dolgo let, torej nekatere tudi take imenitne posebnosti, so bile na tej šoli. Raje kot nič, na italijanskem je bilo nekaj tega. Hvala lepa, meni to bi se tudi enako zanimalo z teh tečajev. Dejansko pa poleg pouka slovenščine niso imeli nobenega drugega predmeta v slovenščini. Pa imela pa še vprašanje za Matice Matiča. In sicer, tako radi poudarjamo, da ta goriška gimnazija je dejansko prva slovenska državna gimnazija od leta 13 naprej. Ampak kaj je bil dejanski razlog za to, da se je ta nemška gimnazija razdelila na to slovensko, nemško in italijansko tretjino, da tako rečem? Ali je šlo tukaj res za neko za priznavanje nekih težn slovenskega prebivalstva? Kako me to zanima? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Točno odgovora ne vem, moram iskreno povedati. Ravno do teh izvesti, ki sem jih omenjal, v bistvu je opisan tak postopek. Se pravi, na hitro sem preletel, ampak zdaj iskreno rečeno se ne spomnim točnega postopka, kako je do tega prišlo. Si pa vsekakor veljal pogledati zdaj takoj, kako bomo pač imeli možnost za to ta izvestja, se pravi izgleda šolskega leta 12-13, kjer se spomnim, da je nakratko opisan ta postopek.
mogoče doktor Robotilec. Jaz se spominjam, da je pravzaprav tako, da najprej govor o tem, da se je razdelila na nemško in italijansko gimnazijo. In Slovenci so potem nekje svoj lonček predstavili središče Slovenske. To je to, da jaz spominjam. Tako da je tako bilo nekje dodatno, potem ko je prišlo. Je bil bolj francosko profesor? Francosko, na kjer gimnaziji je bolj specialni? Pa je bilo Slovenci. Dobro, jaz bi rekel, da je metodika. Če še smete pa... Je pa seveda reči tudi to, da je bil položaj Slovencev govoriti na Koško. Že iz tega stališča, ker so v Goriškem državnem zboru, deželnem zboru imeli zelo dober položaj, ki je bila v bistvu izvedena jedna volilna reforma, ki je v bistvu Slovenci zagotovila glasove tudi v veleposestniški klub, pa je bila v bistvu edini primer v vseh slovenskih imenovanih historičnih deželah. Poleg tega je bil tudi glas Goriškega nadškofa kot aktivista, ki je bil načeloma naklonjen Slovencem, tako da so v bistvu Slovenci na Goriškem res imeli poleg Kajanske seveda, ki so jasno večino najboljši položaj pravda. V Goriškem je pa bilo seveda problem to, da so bili med sabo zelo sprci. Tako da slovenski radikalci raje pakterijo s italijanskimi liberalci, da bi tako naprej. To so zelo zanimive. No, mogoče bi sem še vklopil na hitro to debato, bi rekel, jaz sem včasih občutek, ko sem v tej Goriški bral, da so tudi Nemci pripomogli k temu, da Italijane blokirajo, bomo več Slovence dovolili. Torej, na to odgovor ne bomo najdli izvedeti, ampak bomo bi najdli, če bi verjetno še prišli pregledovati, torej piše pokrajinskega šolskega sveta pa pokrajinske uprave, kar pomeni, da italijansko zahtevo blokirati s tem, da Slovencem več dovoliš. Teže je to delati na Tržaškem, kjer je seveda čisto drugačno nacionalno razmerje v vseh lokalnih upravah. Bi pa zdaj še dvoje vprašal. Eno je Tica Batiče, glede še eno od Mažuraniča, ker mi smo zdaj primer iz 12. leta. Ali si mogoče primerjal, kdaj se pravzaprav to sploh pojavi v kanonu, ali bi bil, če bi se to pojavilo še v začetku 20. leta, bi lahko špekulirali, da je to ena posledica kakšnega neorealizma našega. In ta druga stvar bilo pa zelo zanimivo seveda tudi videti primerjavo, če bi delali z drugo takrat na slovenskem polno gimnazijo, kar pa pomeni v Škofovih zavodih, ki je pa v centralni Kranjski za veliko slovensko večino, če se kaj takšnega sploh še pojavlja, to domače rečeno, da bi lahko špekulirali, da je to posledica novoidealizma ali posledica ob tem omejenem pasu, te bom rekel, slovensko-hrvaške koalicije, ki najbolj čim bolj drži, ker v Istri imamo enako, Slovenci vedno podpirajo hrvaške predloge, ne domače To bi bilo eno vprašanje. Za kolega Durjaka to vprašanje, mogoče do to, ker smo bili pri jezikovni problematiki. 1950 leta pa, ko je ruščina, to domače rečeno, ko izgubi status tega obveznega tujega jezika in dobija 4 jezikve ekvivalent pri izbirnosti, katere bojo kandidati brati. In ker vemo, koliko je pravzaprav ravenskih mlade, po vse ravenske kulturne ustanove, koliko dobujajo železarni. Ali se, če se slučajno pogledovali pri temi šolskimi spisi, če se kdaj kaj vidi, ali se recimo tukaj tudi odločajo s tem, bomo pa dali tuje jezike tisto, kjer je ravenska železarna ekonomsko ven navezana na gospodarstvo, ker je če ste slučajno ne nazvane. Mislim, da ne, to je bilo bolj povezano z kadrovsko. Če učitelj bil, potem so pač tiste predmet dodali predmetnik, nekaj podobnega se še dali dodaja. Ja, to je pa kasneje. Z nemščino, ne? Ja. Mislim, še nekaj francoščino, ne? Ne, se to je pa je bilo se pravi, ker čez, skok čez se pa že nemščina bi bila, ne? Ampak nemščina se bi mogla učiti. To je bilo 50 leta je bilo na slovenski državni ravni je bilo lahko nemščina, angleščina, francoščina ali ruščina. Zdaj, če računamo, kje je bilo največ kadra, ruščino kadra je bil šele tista mlač. 45, ko ste uvedli, je bilo profesorjev za ruščino. Uvedli so obvezen predmet, za katerega absolutno niso imeli kadra. Nemščina, francoščina se je pa izgubila, ker francoščino vem, da so srednješolski profesori naredili pol protest, ki so izgubili jezik. In seveda dan, če bilo pa še največ nemščina. Se ni smelo učiti. Ne, se lahko, pod 50 je lahko, naprej normalno.
Nemščina ima med izbirnimi 4 nabori. Ruščina je isto, na isti nivoju pa šla izbirnega, 1 od 4. Tudi. Drugi tuj jezik ni bila nemščina. Prvi tuj jezik je bila, ker je vsa pravska bila. Ja, vem, ja. Moja sestra maturirala iz nemščine. Ne, cel razred je bil, se ti bila samo. Zdaj imamo še en dokaz problematičnosti oral history. Morda, če še Matic odgovori, potem pa skrenemo do našo diskusijo. Ja, pravi, najprej bi zelo potrdil to, kar ste vi uvodoma izpostavili, pravi, ja, goriški Slovenci se lahko zelo naslanijo tudi na nemško podporo. To lahko vsaj gotovo za 60 leta, ki sem jih obravnaval v svoji magistrski nalogi. In recimo nemško časopisje v Gorici zelo jasno podpira slovenske zahteve, recimo slovenske tabore in podobne. Zdaj glede, kdaj se ta avtorja oziroma ta hrvaška literatura pojavi, prisotna je že v nekaterih izvestkih pred tem, ki sem ga tukaj izpostavil. Kdaj je zdaj v prvem, žal ne moremo odgovoriti. Je tudi tako, da na tem D-ligu so dostopno izvestke od leta 70 dalje. Gimnazija je starejša, tako da za prvih okrog 20 izvesti bi morali iti v Goriško knjižnico, verjetno mogoče tudi, ne vem, in tem to preveriti. Je pa vsekakor to vprašanje, ki se mu je vredno posvetiti in sem tudi sam samo nakazal. Hvala, predlagam, da razpravo delujemo s vami. Zahvaljujem se vam za mnenje in za vsa vprašanja. Referentno za